Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naše delavnice, ki so vam stalno na voljo v MoneyHow oblaku. Na delavnici investiranja za začetnike boste izvedeli vse, kar morate vedeti, preden investirate 1 evro na borzo, pa tudi kako izbrati trgovalno platformo, kako sestaviti portfelj naložb s konkretnimi predlogi, kakšne so razlike med vzajemnimi skladi in skladi, ki kotirajo na borzi in tako dalje. Več o delavnicah na spletni strani na businesspace.com, povezavo objavim tudi v opisu epizode. Gremo na današnjo vsebino. V epizodah večkrat poudarim, da je tudi za vlagatelje pomembno, da obvladujejo tveganja. Obvladovanje tveganja je ponovno na vrhu seznama dnevnih opravil vseh deležnikov v gospodarstvu in na finančnih trgih. Danes bomo osvetlili glavna tveganja, ki jih morajo podjetja in načrtovalci gospodarskih politik v tem trenutku obvladovati, kot so denimo kreditna tveganja, tečajna tveganja, obrestna tveganja, likvidnostna tveganja, reputacijska tveganja in tako dalje. Skupaj smo zbrali okrog 10 tovrstnih tveganj, ki zdaj prežijo na podjetja. Ta tveganja bomo predstavili tudi na konkretnih primerih. Konec koncev vsa ta tveganja se uračunavajo vsako sekundo v tečaje delnic družb, zato jih morajo razumeti tudi vlagatelji. Z menoj je izredni profesor Igor Lončarski iz Ljubljanske ekonomske fakultete, kjer predava predmete z področja modelov vrednotenja naložb, upravljanja finančnih naložb, vrednotenja podjetij in vedenjskih financ, sicer pa je tudi avtor številnih strokovnih in znanstvenih prispevkov. Pozdravljen, Igor. Zdravo. Živjo. Evo, kot omenjeno, na podjetja, gospodarstva in tudi države ta hip preži res veliko tveganj. Posledično to čutimo tudi v žepih, mali človek že čuti v svojem žepu, pa tudi seveda delničarji. Bodiva zdaj konkretna. Dotakniva se recimo enega primera, konkretno Krke. Krka je prisotna tako na ruskem kot na ukrajinskem trgu, skupaj tam ustvari skoraj 30% vseh prihodkov. Od začetka ruske invazije, torej od 24. februarja, je delnica Krke upadla za petino. Včeraj, torej 17. marca, po objavi rezultatov se je nekoliko pobrala in zdaj je 12% nižje od začetka teh eskalacij. Zanimiv je bil pa en zapis njihov, in sicer glede na hitre spremembe in njihovo nepredvidljivost, ni mogoče zanesljivo oceniti vpliva opisane situacije v Ukrajini in Rusiji na naše poslovanje v letu 2022 in morebitnih dolgoročnih posledic. Tvoj kolega Aljoša Valentinčič se je odzval na LinkedInu z zapisom, da gre pri izrazih, kot sta zanesljivost informacij in zanesljiva ocena za neka tehnična termina iz finančnega računovodstva, in navedel je tudi primer, če zanesljive ocene ni mogoče oblikovati, se obveznost ne pripozna, temveč razkrije. Torej, odgovor Krke prepušča delničarjem zelo veliko domišljijo, ne? Ja, v bistvu prepušča, ne bom rekel domišljijo, ampak presojo tistim, ki analizirajo delnico Krke, se pravi finančnim analitikom. Ne? Skratka, to, kar so v Krki zapisali, preprosto pomeni, da so negotovosti take, da jih ne morejo z neko zadostno mero gotovosti ovrednotiti in jih prepoznati. Tako kot si omenila, ne? Da je kolega Valentinčič povedal, ne? Kar pa ne pomeni, da ne obstajajo. Edino podjetje se, seveda, tukaj moramo razumeti, da podjetje seveda v svojih izjavah, ko komunicirajo z javnostjo, ker je javna kotirajoča družba, mora biti zelo previdno in omejeno, kaj skomunicira in česa ne. Tako da to so verjetno v skladu s tistim, kar se lahko komentirali. Več kot to pa, kot si sama rekla, pa prepuščeno potem investitorjem, vlagateljem, da ocenijo, kako se lahko ta izpostavljenost Krke v tej situaciji prelije potem v vrednost podjetja oziroma možno ceno na borzi. Ja, kmalu po tej invaziji sem klicala Investor Relations od Krke in v bistvu me samo zanimalo, kaj trenutno veliki investitorji sprašujejo, kaj jih najbolj zanima, pa tudi tega odgovora nisem dobila. Kaj recimo za nekega velikega investitorja zanima vezano na poslovanje Krke? Verjetno se tukaj zdaj odpre res veliko vprašanj. Zdaj, seveda obstajajo letna poročila podjetij, ne? In v letnih poročilih podjetij je precej podatkov, informacij o poslovanju podjetja razkritih, kar nekaj tega pa ni.
Zdaj, za Krko vemo, naprimer, kakšna je prodaja po posameznih trgih. Ne? Vemo tudi, da ima recimo v Rusiji tovarno. Ne? Povejo tudi, kako recimo tečajna tveganja v določeni meri ščitijo. Nekaj z posli, se pravi ščitenja, ne? To se pravi forward oziroma terminskimi posli na rubel evro, nekaj so pa tudi tako imenovane naravni načini ščitenja, ker imajo tovarno, kjer je pač proizvodni proces v tej tuji državi oziroma Rusiji. Ne? Česar pa ne vemo, ne, je pa recimo, kakšni so recimo nekatera razmerja stroškov, ki so povezane s posameznimi trgi, oziroma kakšna je marža ali profitabilnost po posameznih trgih. Ne? In če tega ne veš, potem relativno težko presodiš pravzaprav, koliko se je neki spad prodaje, ne? Nekega trga, potem pozna pod črto, bom rekel, v nekem dobičku iz poslovanja, v maržah in ne nazadnje potem tudi v prostem denarnem toku za podjetje in ceni delnice. Ne? Tako da to, kar si na začetku omenila, ne, če smo rekli v redu, ne, da je bila neka tista najvišja cena v zadnjem obdobju delnice Krke 119, recimo tam cirka, ne, in je potem padlo na 80 evrov, ne. Sicer ne z tega najvišjega nivoja, z nižjega, ampak vseeno ta, kot rečemo, največji padec, maximum drawdown, ne, po angleško, ne, je bil recimo tretjino, kar pravzaprav ustreza, ne, strukturi ali pa deležu prodaje, se pravi Krke v Rusiji in Ukrajini, tako da tukaj so investitorji odreagirali precej, bom rekel, agresivno v smislu padca cene, če bi gledali, da bi rekel, da celotna prodaja izpade, kar očitno pomeni, da mogoče ocenjujejo, da je pa marža lahko dobičkonosnost Krke v Rusiji tako visoka, da ne, tudi če ne pade vsa prodaja in vemo, da sankcije recimo ne vplivajo na prodajo zdravil, ne bi smele vplivati na prodajo zdravil, lahko seveda vpliva potem na vrednost v evrih, ne, ampak vseeno so to precej agresivno, bom rekel, ceno zbil, ne, ker enostavno v razmerah negotovosti nekako računaš z najslabšim možnim izidom. Zdaj se je izpostavil kar nekaj tveganj, a greva zdaj vsako tveganje posebej secirati. A bova začela s tečajnim tveganjem najprej, se mi zdi, da je tudi ena taka zanimiva zgodba. Rubelj se je v primerjavi z dolarjem od invazije pač pocenil najprej za 45%, po intervenciji Ruske centralne banke, ki je dvignila obrestne mere z 9,5 na 20%, je sledil odboj, vendar vseeno je rubelj še vedno vreden 27% manj. V Krkinem poročilu pa lahko preberemo, da zavarovanje tečaja rublja ni bilo mogoče od aprila. Kako mislijo to v Krki? Ja, zdaj, če je to za nazaj informacija, verjetno je mišljen pač terminske pogodbe na določen datum. Tako da zdaj mogoče je mišljeno, da do aprila 2022 ne, so lahko za naprej ščitali vrednost rubla, od tega datuma pa nimajo več recimo sklenjenih terminskih poslov, se pravi maj, junij in tako naprej za letošnje leto. Jaz mislim, da je to pomenil ta zapis, ne, da si tako predstavljamo. Kot rečeno, ščitenje izpostavljenosti do rubla ni samo prek takih inštrumentov, ne, obstajajo še druge možnosti, ki sem že omenil, se pravi, imajo lokalno proizvodno, ne, skozi to pomeni, da delež stroškov vezanih na ruski trg pretežen lahko tudi ustvarjajo pač v lokalni valuti, ne, oziroma nastajajo v lokalni valuti, tako da na ta način, če ti ne repatriiraš potem dobička, ne, v Slovenijo, ne, v evrsko območje, ni nujno, da ima to pomemben vpliv. Seveda ne želiš pa, da ostanejo dobički tam, sploh v takih okoliščinah, ne, tako da na repatriacijo pa to lahko vpliva. Drug način ščitenja je seveda, če bi recimo Krka imela, pa mislim, da nima, ne, se pravi kreditov v ruskih rublih. Ne? To se pravi, da bi, ne vem, podjetje v Rusiji najemalo posojilo pri ruskih bankah v rublih, kar pomeni, da spet ustvarjaš določeno izpostavljenost, ne, na strani financiranja, na odhodkih v isti valuti, ne, in potem te škarje med prihodki in odhodki oziroma pritoki, odtoki v denarju pač na ta način zapiraš. To so pač neki, recimo na hitro, naravni načini, kako se da ta valutna tveganja uravnavati oziroma obvladovati. Omenjaš kredite, kreditna tveganja. Kaj konkretno pomeni kreditna tveganja v poročilu Krke? Recimo piše, da so ta zavarovana, te so uspeli zavarovati, medtem ko teh tečajnih tveganj pa niso mogli zavarovati. Ja, zdaj v primeru Krke, ki je nefinančna institucija, seveda nefinančno podjetje, ko govorimo o kreditnih tveganjih, gre predvsem za izpostavljenost do kupcev. Se pravi, kupcem pač prodajaš z odlogom plačila, ker ima odlog plačila, pomeni, da
pač proizvode že prejmejo, plačajo pa zamikom. Ne. No in to izpostavljenost pravzaprav na določenih tujih trgih, ne, se lahko zavaruje, oziroma podjetja zavarujejo recimo pri nas prek SID-a. SID banke, ne, včasih je bila Slovensko izvozna družba, iz katere je potem nastala banka. Ne. In vse države načeloma na zahodu imajo to vrstne agencije oziroma inštitucije, ki ta tveganja tudi nekako lahko zavarujejo. Ne. Tako da verjetno je tukaj mišljeno, da ta izpostavljenost, ne, do kupcev, lokalnih kupcev na teh trgih je do določene mere ali celo, če sami pravijo celoti, s takimi inštrumenti zavarovana. Kako pa je bilo v primeru Sberbank, tukaj so res pravne osebe, so kar trepetala, bojo, kaj se bo zgodilo, pa tudi fizične osebe nad 100.000, ne? To je zdaj seveda nekaj drugega, ne, ko govorimo o poslovanju podjetij in kupcih. Ne. Tukaj gre za finančno posredništvo, ne, in seveda, ne, če gre banka v likvidacijo, ne, oziroma v stečaj, ne, ali nek stečajni postopek, ne, razgradnjo, kakorkoli temu rečemo, to so potem bolj pravne razlike, kaj se dogaja postopkovno, ampak za tiste, ki imajo depozite oziroma varčujejo pri taki banki, načeloma bistvene razlike ni, ne, lahko samo sosledje. Ne. Bi seveda v tem primeru, če je šla banka v likvidacijo, moramo razumeti, banka upravlja transformacijo ročnosti sredstev. Se pravi, niti najboljša banka strojni ima, ne, če pride do navala na banko, tega ne zdrži, ker banka načeloma ima na strani financiranja bolj kratkoročne vere, ne, in odobrava dolgoročna posojila. To se pravi, posojila so tam, bodo postopno zapadala naslednjih, ne vem, če je to trajanje 10, 20, kolikor let, ne. Ti moraš pa naenkrat likvidirati, ne? In to ne gre. Zato vedno obstajajo inštrumenti, kako se v to noter poseže. In tudi v primeru Sberbanke v Evropi, ne, če se spomnite scenarijev, ali bi to prevzela, kupila banko neka druga poslovna banka, kar se je v primeru Sberbanke v Sloveniji zgodilo, ne, ali bi država stopila noter z neko nacionalizacijo oziroma slabo banko, ali bi šlo pa v likvidacijo, tako kot je šlo recimo na Madžarskem in ne nazadnje v Avstriji, ne, z mamo, ne, od slovenskega Sbera. Ne. Tako da tukaj, kar bi se zgodilo, je to, da je pač do 100.000 evrov depozitov je zavarovanih, nad tem, ne, to je pa zdaj razlika danes s situacijo izpred 10 let in več, ne, zgodovinsko so vedno države reševale banke, so ne govorili o bailoutih, ne. Zdaj pa imamo bail-in, ne. To pomeni bail-in, banke so mogle nekako oporoke spisati, ne, living will, kot rečejo v angleščini, ne, kar pomeni, da zdaj seveda tudi depozitari, ne, bi mogli pravzaprav, oziroma bi izgubili precejšen delež verjetno svojih depozitov nad 100.000. Odvisno od tega, seveda, zdaj pa govorim, ne, kaj se zgodi z aktivo banke, se pravi s posojili, ne. In tukaj, če banka ni bila slaba z vidika tega, da je imela slaba posojila, ne, ja, načeloma naj bi se v večji meri lahko to poplačalo z nekim mehanizmom, kot recimo imamo zdaj. Se pravi, druga banka je prevzela ali pa če bi država prevzela. Če pa gre v likvidacijo, seveda ti ne moreš naenkrat po normalni vrednosti likvidirati vsega premoženja, moraš dati precej diskontov, ne. Se pravi, ko govorimo o neki likvidnosti, ne, so to nelikvidno premoženje, ne. In v tem primeru seveda ne bi prišlo do celotnega poplačila oziroma bistveno manjše poplačilo, kot je izpostavljeno. Ja, ko se je dogajala ta situacija okrog Sberbank, sem dobila kar nekaj sporočil v smislu od ljudi, ki so jemali kredite, stanovanjske kredite pri Sberbank, razmišljali so v kontekstu, da bojo mogoče ti krediti odpisani. Absolutno, nikakor ne. Lahko nekdo drug kupi, ne, njihovo obveznost do banke, recimo, če je vredno 100 obveznost, bi nekdo kupil lahko to za mogoče 50%, ne, in seveda bi potem on terjal to od njih. Ne. Se pravi, tukaj se samo lastnik posojila spremeni, ne, ni tako, da jim ni treba svoje pogodbene obveznosti izpolniti. Ja, zmotno prepričanje. A greva mogoče se dotakniti še reputacijskega tveganja? Zdaj v Krki so zapisali, da poslovanje v Rusiji poteka nemoteno, da uvedene sankcije ne veljajo za zdravila, v Ukrajini pa delajo vse, kar je mogoče, da ohranijo zdravje in varnost zaposlenih. Po drugi strani pa vidimo, da se vse več multinacionalk umika z ruskega trga in sprašujem se o morebitnih potezah Krke v primeru eskalacije. Ali se tudi utegne Krka umakniti z tega trga? Ja, dobro vprašanje. Ne. Zdaj to, kar vidimo, da se dogaja v zadnjih tednih, ne, z umikom velikih multinacionalk od proizvodnih podjetij do svetovalnih, storitvenih in tako naprej, ne,
z ruskega trga pravzaprav se ne spomnim, da bi do sedaj bili kadarkoli priča takemu nastopu podjetij, ne. Zdaj, dobro, farmacevtska panoga je nekoliko specifična, ker vseeno gre za proizvodnjo zdravil, ne. Tako tudi v primeru sankcij in tudi tega vidika, bom rekel, ugleda, ne. Težko rečeš, da zdaj, če še vedno v Rusiji pač prodajaš neka zdravila, ne, tam še vedno živi pač populacija več 10-100 milijonska, ne, da bi za tega ti ugled trpel. Lahko, da pač ljudje te drugače dojemajo investitorji, ne, ampak vsebinsko gledano v primeru farmacevtske industrije vidim, da je to manj lahko težava kot v primeru nekaterih drugih panog, kako bi javnost to prepoznala, ne. So pa podjetja kar tekmovala, ne, kdor se bo prej umaknil iz ruskega trga, ne. Bolj bo zanimivo videti, kaj se bo potem, jaz verjamem, upam, no, da se bo ta konflikt razrešil in se ne bo razširil, ne, vsi upamo, ne, kaj se bo potem v nadaljevanju dogajalo, ali se bodo vrnila na ta trg ali ne, ker ne nazadnje to ni nek marginalni trg, ne, po velikosti, ne. Tako da tukaj ta ugled v tem primeru konkretno mislim, da ni tako vprašanje, ko gre za farmacevtska podjetja. Ker ljudje razumejo pravzaprav ne nazadnje, če še bi sami v okoličinah, da pač dobava zdravil mora biti. Ja, mislim, da je bil predsednik uprave Danone, ki se tudi v bistvu temu kar precej upiral, je rekel, da imajo obveznosti do svojih dobaviteljev, da pač proizvodnja mora naprej teči. Tako da se je tudi temu zelo upiral. Mislim, da je bil pritisk francoske javnosti kar precej velik na ta francoska podjetja, ki se niso želeli umakniti z ruskega trga. Slišala pa sem tudi, da se zadnje čase spet zelo veliko govori o war washing oziroma crisis washing, dosti podoben kot greenwashing. Ja, ta termin, moram reči, da tega termina še nisem slišal, ne. Greenwashing, ne, seveda je znan, ne. To je povezavi z vsem temi, bom rekel, trajnostnim poslovanjem in prikazovanjem podjetij navzven, kako se odgovorna do okolja oziroma družbeno odgovorna. Tako da ja, moram reči, da pravzaprav me ne preseneča, se ta termin pojavlja. Saj ne nazadnje to, kar sva ravno omenila, kako se podjetja umikajo in tako naprej, ne. Pač moramo tudi razumeti to v kontekstu, da podjetja že več desetletij niso znana pravzaprav oziroma ne oglašujejo samo svojih proizvodov pa storitev, ampak če greste na katerokoli spletno stran podjetja, vidite, da je pomemben element tam so odnosi z investitorji oziroma z javnostmi. Tako da pravzaprav sploh na zahodu veliko podjetij je precej osredotočeno na to, da pravzaprav svojo delnico, ne, vrednost podjetja prodajo delnico, ne pa toliko osredotočene na same produkte. Ne. Tako da z tega vidika potem lahko razumemo, ne, ta termin war washing, ne, da pač ljudje, ne, glede na to, kakšno hočejo, da javnost ima percepcijo o njih, ne, da se ta podjetja seveda potem temu ustrezno obnašajo. Vse v finančni literaturi obstaja termin investor catering, ne, to pomeni, da ustrežeš investitorjem, ne, ali z vidika tega, da začneš izplačevati dividende, ali da se začneš pod narekovaji obnašati bolj okoljsko odgovorno, se pravi greenwashing, ne, čeprav nujno ni temu tako, ne. Zdaj pri war washingu, ne, to kar si omenila, ne, tukaj pač, ok, si se umaknil z trga, to se lahko preverimo ali ne vem, ne, ampak vsaj dal si signal, ne, da si se in zdaj, če investitorji to cenijo, so pač pripravljeni neko premijo plačati za taka podjetja, ki imajo to lastnost, ne, potem bodo podjetja to tudi počela, ne. Seveda se to lahko, kot sem rekel, v naslednjem koraku obrne, ne. A si morda študiral, kako je v bistvu ta umik teh multinacionalk vplival na njihove tečaje, na delnice? Ja, zdaj tako je, ne, to je pravzaprav v teh razmerah točno ta dogodek težko vrednotiti, ne, zato ker se toliko veliko drugih stvari dogaja, ker eno, če ti rečeš, da se umakneš, ampak če se umakneš, to pomeni tudi dejansko neki spad. Predstavljate se, da bi se Krka umaknila. Prihodkov, zmanjšanje vrednosti in tako naprej, ne, tako da težko je reči, če samo, da se umakneš, kaj samo to pomeni, ker obstaja tudi kupica drugih učinkov, ne. Tako da tukaj je to težko razložiti, kot pri greenwashingu, kaj je pa kaj ne. Ker če se podjetje dejansko umakne, bi res mogli preveriti, ali se je podjetje dejansko umaknilo, ali je samo reklo, da se umika, pa kljub temu še vedno neko minimalen obseg poslovanja ali neko poslovanje zagotavlja, ker verjetno čez noč se je zelo težko umakniti, če vedno imaš neke pogodbe, skladišče in tako naprej, ki ga moraš pač sprazniti, izpolniti in tako naprej, ne. Tako da načeloma trgi so bolj negativno odreagirali na vse skupaj, ne, ker so pač to gledali skozi oči, ne, zmanjšanja vrednosti za podjetje skozi izpad denarnega toka, ne pa skozi to kompenzacijo
recimo, da bi rekel, ok, zdaj se pa v njihovi luči obnašajo pod narekovaj družbeno odgovorno, ne, zato bomo pa to dali neko višjo vrednost zaradi tega. Mislim, da je ta učinek poslovanja negativen na poslovanje ne večji vpliv kot pa demonstracijski učinek mogoče ugleda. Se pravi, ko gre neko podjetje poslovati v neko državo, lahko govorimo tudi o deželnem tveganju. Se pravi, verjetno podjetje preštudira kakšna so možna tveganja, sploh v takih državah kot je Rusija, Kitajska, mogoče Brazilija in podobni trgi v razvoju, ne. Se pravi, to govorimo lahko o deželnem tveganju oziroma tudi političnem tveganju. Tako, ta sovereign risk po angleško, deželno tveganje, temu se podjetja seveda izpostavijo, ne, takoj ko poslujejo z neko državo ali samo da pač večji del ali pa pomemben delež prodaje tam ustvarjajo, ne, ker lahko pride do različnih dogodkov, nad katerimi nimajo vpliva. Ne vem, druga država pomeni lahko druge institucionalne razmere, druga valuta, politične okoliščine so drugačne in tako naprej. Tako da to deželno tveganje načeloma vrednotimo skozi neko bonitetno oceno države, ne. Bolj tvegane države imajo tudi nižjo bonitetno oceno in s tem neke pač določene pribitke, recimo, če bi gledali, ne vem, zadolževanje teh držav. Ne. In tako da to jemljamo kot nek približek pravzaprav izpostavljenosti do tega deželnega tveganja. Ja, tudi bonitetne agencije so zdaj malce korigirale svoje ocene, zlasti za Rusijo pa Ukrajino je zgrmela ocena kar konkretno navzdol. Ja, tudi niso nekako pričakovali te bonitetne, to smo ravno v prejšnji epizodi govorili, da pač enostavno tega ni bilo pričakovati in zato tudi bonitetne ocene niso, ne vem, ustrezno ukrepali oziroma podale svoje ocene, a ne. Okej, se pravi, mogoče se dotakneva tudi tveganje inflacije. Koga boli dvig obrestnih mer, če inflacija še vedno višja od obrestne mere, recimo? Ja, zdaj tveganje inflacije načeloma ni novo, ne. Mi nekako ga zdaj zaznamo, ker je inflacija povečana. Ampak zdaj, če gledamo to v luči razmerij med, bom rekel, inflacijo, ne, in pa nominalno obrestno mero, je pravzaprav inflacija že dolgo časa višja, kot je nominalna obrestna mera na recimo depozite prebivalstva. Ne. To pomeni, da smo postopno s to majhno razliko, 1,5% točke, že vrsto let skupno moč zgubljali. Zdaj seveda je kar naenkrat ta razkorak v zadnjem letu dni ali pa recimo izrazito od poletja lansko leto postal večji, ne, sploh jeseni, ne, ker naenkrat se je začelo dogajati, da iz pričakovane 2% šlo na 3, 4, 5, 6, danes govorimo 8% inflaciji na letni ravni, zaradi seveda tudi teh zadnjih dogodkov, ne. Tako da zdaj smo postali bolj pozorni na to tveganje, ker nas bolj boli. Ampak, če gledamo skozi prizmo zadnjih 5-6 let, ne, smo precej kupne moči že izgubili skozi pač te izjemno nizke obrestne mere, ne, zaradi pač denarne politike centralnih bank, ki je te obrestne mere tiščala na ničli oziroma celo so podjetjem, če gledamo banke, pravzaprav so se te denarje zaračunavale tako imenovano ležarino za večje zneske. Ne. Tako da zdaj je samo to postalo bolj očitno, ne. Koga zdaj to boli, seveda, ne, če ti lahko preneseš v svoje prihodke višjo inflacijo, ne, se pravi, da nekomu prevališ na nekoga, ne, potem tega ne čutiš. Če pa tega ne moreš prevaliti, odhodki ti pa rastejo, ne, se ti škarje zapirajo. Podobno je z pač posamezniki, ne. Stroški rastejo, nimaš pogajalske moči, da si boš višjo plačo spogajal, ne. To se pravi, podjetje na drugi strani seveda svoje odhodke uspe držati na nižji ravni in potem se pa tebi te škarje zapirajo. Če dalje v bistvu manj ti ostane, če ti je že prej, recimo, marsikomu ni ostalo kaj dosti od plače ali manj, zdaj pa še to večji izziv. In potem je treba seveda iti v neke varčevalne ukrepe, ne? Nižja potrošnja in podobno. Ne? Ja, in katere panoge so tukaj najbolj na udaru? Ja, zdaj ok. Najprej so najbolj na udaru seveda panoge, ki so proizvodne. Ne? Ja? Tam je, se pravi, v proizvodnji je seveda pomemben delež so surovine, ne? In če gremo po tem ciklu ali pa po hierarhiji panog od primarnih, predelovanih in tako naprej, ne? Seveda najprej se začnejo inputi dražiti, ne? Če gremo skozi energente in osnovne, se pravi, surovine, ne? In tam se bo najprej poznal. Potem bo vprašanje, v kakšni meri lahko oni to prevalijo naprej na svoje kupce. Tukaj je pomembna pač velikost podjetja, pogajalska moč in tako naprej, pa tudi seveda v kako hitrem času lahko to prevalijo. Ne? Zdaj, najmanj se bo verjetno poznalo ali najpozneje se bo poznalo pri storitvenih. Ne? Tam je
večji del stroškov so stroški dela, tiste verjetno dalj časa lahko nekako tiščiš nazaj, razen seveda potem se začnejo seveda sindikati, pogajanja in tako naprej, tisto bo verjetno šele v naslednjem koraku sledilo, ne, in potem se začne spirala, ne, tako da v bistvu postane tekma, kdo bo pravzaprav hitreje nekaj ugradil, ne, ker se zaveda, da v naslednjem koraku bo seveda bo nazaj prišlo, ne, tako da govorimo o neki spirali, ne. Prej si omenil obrestne mere, kratkoročne, dolgoročne obrestne mere rinejo navzgor, slednje tudi v Evropi. To seveda predstavlja težave za tiste, ki so nadpovprečno zadolženi. Krka nima finančnega dolga. Ali to pomeni, da nima niti obrestnega tveganja? Klasičnega obrestnega tveganja z vidika, da bi obrestne mere na posojila rasle in bi s tem v bistvu breme posojila se povečalo, nima, ne. Ma pa drug potencialen problem, ne, oziroma dalj časa, koliko veliko podjetij, ki ima precej denarja, ne, Krka ima tudi precej, bom rekel, denarja oziroma nadomestkov, ustreznikov denarja, ne, da, kot sem že prej rekel, ne, kupna moč tega pa že vrsto let plahni, ne. Tako da klasičnega obrestnega tveganja tukaj moram reči, da mislim, da z tega vidika s finančnega ga nima. Ma dosti drugih izzivov, no. Ne bi še tega dodajali. Dajva se dotakniti še fizičnih oseb, v tem primeru obrestno tveganje. Ja, zdaj fizične osebe so tukaj najbolj izpostavljene skozi posojila, ne. Veliko ljudi ima hipotekarna posojila, predvsem tukaj daljša kot je ročnost posojila, večje je to seveda tveganje, ne, ker ti bolj vpliva na vrednost posojila oziroma na breme odplačevanja posojila, ne. In zdaj seveda, ne, če gledamo par let nazaj, kar se je dogajalo, da so v bistvu obrestne mere na hipotekarna posojila v Sloveniji izjemno padle, ne. So bile izjemno nizke ravno zaradi teh ukrepov centralnih bank, ki sem jih že omenil, ne. Kar je bilo pa zanimivo seveda in tukaj ljudje malo včasih nimajo najboljšega, bom rekel, ali pa znanja ali pa presoje, ne. Vedno je bila variabilna obrestna mera spremenljiva, ne, nižja kot fiksna, ker za fiksno za 20-30 let v bistvu obstaja strošek fiksiranja, ne. In je bila vedno razlika, čeprav majhna, ne. Tako da moj nasvet je bil vedno ljudem tudi ko so pred leti jemali posojila dolgoročna hipotekarna, glede na višino obrestnih mer, da absolutno fiksirajo, ker obrestne mere niso imele kam iti navzdol, lahko imajo potencial samo navzgor. Tako da zdaj mislim, da je počasi že ta trenutek nekako ušel, no, ko bi lahko ljudje, ki so imeli posojila v spremenljivih obrestnih merah, to pomeni Euribor plus pribitek, ne, to skonvertirali, ne, ali mogoče še ta zadnji vlak lahko jamejo sploh če imajo še precej dolgo ročnost, se pravi dobo odplačevanja posojila, ne, bi rekel, ne vem, 10 plus let, ne, v fiksno obrestno mero. Ker tem, ki ostanejo z spremenljivimi obrestnimi merami na dolgoročna posojila, se bodo skoraj gotovo, vidimo tudi centralne banke po svetu dvigujejo izhodične obrestne mere, tudi ECB je najavila zdaj že, da bo v bistvu zmanjšala te odkupe obveznic na trgu, se pravi te nekonvencionalne ukrepe denarne politike in potem potencialno verjetno že jeseni šla v dvig obrestnih mer, ne, in tem ljudem, ki imajo spremenljive obrestne mere na posojila, se bodo lahko ta posojila precej podražila. Se pravi, obisk banke vsekakor je smiselno. Ja, verjetno že 5-12, ja. Ja. Če še niste, pejte si narediti izračun. Ok, se pravi, zdaj bi pa mogoče se dotaknila to, kar si povedal, da ima Krka kar nekaj denarja na računu, 160 milijonov konkretno ima denarnih sredstev. V tem kontekstu lahko govorimo tudi, v primeru Krke verjetno ne likvidnostna tveganja, želim tukaj namreč izpostaviti. Kaj sploh je likvidnostno tveganje? Ja, likvidnostno tveganje po definiciji, ne, kaj je likvidnost, ne, se pravi, če imaš neko premoženje, ki ni denar, ne, kako hitro ga lahko spremeniš v denar brez pomembne izgube vrednosti tega, ne. To pomeni, nekaj se šteje kot likvidna naložba, če jo dovolj hitro lahko pretvoriš v denar, se pravi odprodaš, pri čemer zelo malo vrednosti ocenjene te naložbe izgubiš potem, ko se to pretvori v denar. Oziroma drugače povedano, ne, kakšen diskont bi moral dati, zato da lahko to hitro storiš, ne. In manj, ko je likvidna naložba, ne, zato da hitro jo pretvoriš v denar, večji diskont moraš dati. Prej sem, ker bilo vprašanje Sberbanke, ne, se pravi, če bi mogel prodajati portfelj na kreditov, ne, ja, se pravi, tam je precej nelikvidna naložba, ne, to pomeni, če bi hotel to hitro narediti, ne,
temu rečejo tudi v angleškem jeziku fire sales, ne, se pravi razprodaja, ne, je moral reten ponuditi precejšen diskont, da bi se jim to najdel, da bi to tebe odkupil. Ker potem on prevzame to naložbo, ki je nelikvidna in je seveda v računu to tveganje skozi ta diskont. Ne. Tako gledamo na likvidnostno tveganje, to pomeni, če nimaš denarja v roki, ne, ali nečesa drugega, kar je zelo likvidno kot denar, ne. Recimo, če imel nepremičnino ali ne vem, delaš v nekotirajoči družbi ali delaš celo v kotirajoči, ki pa nima likvidnih delnic na trgu, se pravi, da je tako imenovan free float ali prosto razpoložljive, prenosljive delnice na borzi je malo, ne, si izpostavljen precejšnjemu likvidnostnemu tveganju. Ja, no, mogoče se lahko dotaknemo tudi ruskih delnic, ki jih praktično ne moreš prodati na moskovski borzi, ker je moskovska borza zaprta od 24. februarja, ne, in bo verjetno še kar nekaj časa. To niti ni več likvidnostno, to je v bistvu že niti ni trga več za to. Ne? Se pravi, uradnega trga. Verjetno bi lahko izven tega najdel nekoga, ne, da bi to bil tebe pripravljen kupiti. Vprašanje, kako potem z poravnavo urediš prenos lastništva. Ne vem, kako imajo zaprt, trga ni, mogoče je še vedno clearing oziroma prenos lastništva dela, ne vem, ne, ampak to je potem neobstoječ trg. Ne. In ko ni obstoječega trga, se vzpostavijo usporedni mehanizmi, kjer je se vedno najde nekdo verjetno, ki je pa tudi za 1-2% vrednosti pripravljen neki prevzeti. Ne nazadnje smo imeli te zgodbe tudi s podrejenimi obveznicami, podrejenim dolgom bank v Sloveniji pred leti. Ja, zato smo tudi, mislim, da je na 2 epizodi nazaj govorili o teh hedge skladih, ki zdaj investirajo v tovrstne naložbe. Dajva se mogoče dotakniti še, ko govoriva o likvidnosti in solventnosti. Primer, kitajski nepremičninski razvijalci imajo težave s solventnostjo. Dajva razložiti, kaj sploh je likvidnost in kaj je solventnost. Ja, torej likvidnost sva že povedala, zakaj gre. Ne? Solventnost pa preprosto pomeni, če greš premoženjsko bilanco, da je vrednost obveznosti večja od vrednosti premoženja. Ne? In zdaj stvar je v tem, da lahko nelikvidnost vodi v insolventnost oziroma nesolventnost. Ne? Da enostavno, ker ti, ko imaš neko premoženje, ne? Če je to izjemno nelikvidno, če bi ga ti že moral poplačati neke obveznosti, ne? Moraš seveda s takim diskontom ga prodati, da pravzaprav, če bi ga likvidiral, ne asset value, ali neto vrednost premoženja, enostavno ne more pokriti vrednosti obveznosti. Ne. Tako da pojma sta nekako povezana, ne. Recimo, če se vrnem nazaj na spet zgodbo z Bera, ne. To, kar se z Berom dogaja, se je začelo z likvidnostjo. Ne. Se pravi, v neki točki je regulator prepoznal, da ima banka težave z likvidnostjo in ne bi mogla izpolniti pravzaprav v nadaljevanju trenutnih želja, recimo varčevalcev, depozitarjev, ki so začeli verjetno denar umikati. Ne. In seveda potem lahko to pelje v insolvenčni postopek, se pravi, če mogo čez noč ti razgraditi premoženjsko bilanco banke. Ne. Tako da pri nepremičninskih podjetjih je lahko zgodba podobna. Ne nazadnje veliko gradbenih podjetij nepremičninskih tudi v Sloveniji v preteklosti je bilo tako iz rok v usta. Ne. Se pravi, da si ti z novim projektom, z novim denarjem, likvidnostjo, ne, pravzaprav poplačeval obveznosti iz preteklega. Ne. In ko enkrat se to ustavi, ne, potem v bistvu nastopi insolvenčnost oziroma nesolventnost. A bi temu lahko rekli denarna piramida na nek način? Ja, pravzaprav, ko manjka pritoka, ne, tako, ko novih igralcev ni, ne, novega denarja ni, se potem seveda stvar sesuje, ne, če tisti spodaj pričakujejo seveda, da bodo poplačani. Ne. Ja. Nekateri bi rekli, da je tudi naš pokojninski sistem tako naravnan. A bo dobro, to je debata za kdaj drugič. Okay. Greva mogoče se dotakniti še bankrota države. Recimo zdaj, bankrot podjetja, a pa države, mogoče tukaj lahko malo pojasniva, glede na to, da je zdaj Rusija zanimiva tudi z tega vidika, ali bo država bankrotirala ali ne. Ja, zdaj seveda, ne, idejno gledano je zgodba enaka. Enostavno bankrotiraš takrat, ko ne izpolnjuješ svojih pogodbenih obveznosti. Ne? Zdaj, zakaj je to? Ali si nelikviden, ali si nesolventen, ne? To je seveda drugo vprašanje. Ne? Zdaj, država je nekoliko specifična glede na podjetje. Podjetje ima neko premoženjsko bilanco. Ne? V državi je to premoženjsko bilanco težko vzpostaviti. Ne? In država lahko bankrotira pravzaprav zgolj v odnosu do tujih upnikov v tuji valuti. Ne? Se pravi, ne vem, ZDA, vidimo, kaj se dogaja. Vsakega pol leta, leto se kongres sestane, senat in dvignejo stopnjo zadolževanja, ne? V dolarjih. Oni nimajo zunanjega dolga. Ne?
Argentina je ravno tako v bistvu bankrotirala zaradi zunanjega dolga v ameriških dolarjih, ne zaradi dolga, ki so ga imeli interno v svoji valuti. Ne. Tako da to je ena specifika države. Druga specifika države glede na podjetje je pa ta, ne, da bom rekel bankrot države, ne, do zunanjih obveznosti, ne, ima bistveno večje seveda posledice, zato ker je država toliko večja in sistemska entiteta. Ne. Se pravi, tam je tudi veliko nekih pogodb vezanih na zmožnost države, njeno bonitetno oceno in tako naprej, tako da je potem, bom rekel, ta udarni val bankrota države bistveno močnejši in se prenese potem tudi na podjetja in na njihovo poslovanje, zmožnost njihovega poslovanja, predvsem na tujih trgih. Ja, a zdaj Rusija je tik pred bankrotom? Kakor sem nazadnje bral, so obveznosti do posojilodajalcev v dolarjih poravnali. Zakaj so poravnali? Ja, neverjetno, gotovo nočeš biti v stečaju, bankrotu kot država. Ne? Tako da pač dolgoročno gledano nočeš imeti tega zaznamka, ne? Da si bil v bankrotu. Če se spomnimo Grčije pred leti, tehnično gledano so nekateri celo govorili, da so nekatere pogodbe na zamenjave kreditnega tveganja bile tehnično celo v bankrotu, ne? Ampak se je tudi Grčijo reševalo takrat. Ne? Tako da tukaj je gotovo pač glede na znesek, ki so ga, mislim, da je bilo samo neke obresti, 100 plus 117 milijonov dolarjev, koliko so poravnali, pač ocenili, da v tem trenutku je to bolj to narediti, kot pa jeti v nek bankrot. Ker to za sabo potem potegne aktivacijo, kot sem rekel, ne, lahko drugih pogodb, ki jih imajo pa podjetja. Ne. Oni imajo še vedno druge države od njih. Mi zdaj to gledamo predvsem skozi prizmo tega, kako mi vidimo Rusijo. Ampak obstajajo druge države, Indija, Kitajska in podobne, ne, predvsej velike države, ki še vedno normalno trgujejo, poslujejo z Rusijo. Ne. Zdaj, če bi Rusija šla v ta bankrot, ne, bi to pomenilo tudi neke posledice, bi to predstavljalo tudi za njihovo trgovanje z ostalimi državami, ki z njimi pač ne uveljavljajo sankcij do Rusije. Ja, okay. Greva mogoče še ena taka zanimiva zadeva, ki sem jo opazila v tem Krkinem poročilu. Čisto na koncu omenjajo tudi operativna tveganja. Kaj to sploh so ta operativna tveganja? Ja, operativna tveganja se nanašajo na samo, bom rekel, možnost poslovanja. Ne? Se pravi, če bi nekdo tebi prepovedal, recimo Rusija prepovedala Krki poslovati v Rusiji, je to recimo operativno tveganje. Ne? Izpad logistične verige je operativno tveganje. Ne? Vse, kar zadeva, bom rekel, procese, proizvodne in storitvene v podjetju, so operativna tveganja. Ne? Vezana na, kot sem prej rekel, na surovine, na kadre, na prodajo, ne vem, dobavo energentov, vse možno. A mogoče tukaj lahko omenimo še primer omejitve oziroma regulacije cen goriva v Sloveniji, to tudi vpliva na poslovanje, recimo Petrol in drugi naftni oziroma trgovci so se kar odzvali z umikom. Ja, zdaj mi ne vemo konkretno, kakšne imajo strukturo cene in dobavne verige, se pravi ponudniki energentov oziroma pogonskih goriv. Ne? Ko jim je država predpisala najvišjo, pa niti ne strukturo cene, ampak maloprodajno ceno, ne, jih je pač tukaj omejila. Ne. Zdaj seveda ljudje gledajo preč, da cena nafte na borznem trgu pada, ne, hkrati pa nam cena goriva na črpalkah pa raste. Ne. Zdaj Slovenija tukaj ni bila izjema. Ne. Če pogledamo soseščino, pa druge evropske države, tudi Nemčijo naprimer in tako naprej, ne, so bile zgodovinske vrednosti cen goriv na črpalkah. Ne. Tako da eno je cena borze, nafte na borzi, drugo je pa potem dejansko dobavna veriga, ne, s kje ti dobivaš to nafto. Ne. Se pravi, ne vem, če je to nafta iz Sredozemlja, ne, in pač tudi pri nas je bilo, ko je bila še cena regulirana, je bila tisti fixing cene, ne, določene cene je bilo z mediteranske borze, ne, in zdaj, če to dobava iz Sicilije, iz nekega skladišča z manjšim tankerjem, pa iz Grčije do Kopra, ne, je seveda vprašanje, kaj se potem po celotni tej dobavni verigi dogaja. Tako da je povsem možno, da pač če so imeli te dobavitelji, so se jim realizirala zelo, zelo najslabša operativna tveganja, ne vem, so imeli koncentrirano nabavo samo na enega, dva ponudnika ali kakorkoli, ne, ali so pač vmes, ne vem, špekulativno
tankerje drugi odkupovali, ki so bili pripravljeni več plačati, ne, pa niso prišli do tebe, ne, potem se to seveda kaže v tem, da boš plačeval več, zato da boš dejansko dostavljal gorivo na črpalko, kot v bistvu ti lahko zaračunaš potrošnikom. Ne. Tako da na kratek rok je povsem možno zdaj, v teh naslednjih tednih, da bodo tukaj pač ustvarjali izgubo. Ne. Sploh manjši ponudniki so se tudi, kot sem bral, pritoževali že, da enostavno ne preživijo in so nehali enostavno prodajati. A temu tudi lahko rečemo tržno tveganje? Ja, tržno tveganje, ja. Tržno tveganje marsikaj, ne. Recimo, če temu rečemo cenovno tveganje, ki je del tržnega tveganja, ja. Okay. Slišala sem pa tudi, da nekateri proizvajalci zdaj dobavljajo cenejše surovine oziroma surovine slabše kakovosti ravno zaradi tega, da ne bi prevalili višje cene na končne uporabnike. Ja, to so pa precej tehnična vprašanja, ne. Vezano na posamezno panogo, kaj je zdaj, ne vem, slabša kakovost pšenice. Ne. Vem, da je, ne vem, država že, če še ni, pa ne razmišlja o tem, da bi standard recimo glede odkupa pšenice nekoliko spremenila, ne, in podobno, ne. Se pravi, ki smo ga sicer že pred leti imeli, pa se je potem zaostril, ne. Tako da zdaj glede same kvalitete vhodnih materialov oziroma teh surovin pa težko soditi. Zdaj, ko omenjaš pšenico, mogoče lahko omeniva tudi to, da so nekatere države omejile določen izvoz določenih produktov. Tukaj se seveda postavi vprašanje, ali bomo res lačni, ali nas bo res zeblo. Ja, zdaj tako, to je zanimivo vprašanje, ne. Zdaj, dobava plina, to ne pomeni, da plina verjetno ne bo, ne. Dobro, zdaj, v neki točki lahko tudi rečemo, mogoče ga pa ne bo. Verjetno ga bo manj, ne, kar pomeni, da bomo mogli z manj plina nekako verjetno preživeti, ne. Podobno je pravzaprav tudi s hrano, ne. Zdaj, glede omejitev držav, ne, na ravni Evropske unije vsekakor je v nasprotju z enotnim trgom, da se omejuje posamezne države izvoz, recimo tukaj je Madžarska naredila, pa mislim, da so vmes celo ta omejitev mogli odpraviti, ne. Ker enostavno, če obstaja nek enotni trg, se moramo tega držati, ne. Dobro, pustimo zdaj podrobnosti, kaj je dovoljeno eni državi, recimo veliki zahodni članici, pa kaj je dovoljeno kakšni drugi manjši vzhodni članici, ne. To so že odstenki politike, ne, pa realnosti, ne. Ampak vsaj na ravni EU, ne, smisel Evropske unije, ne, je v tem, da teh omejitev znotraj trga Evropske unije ne bi bilo. Če pa bo v prihodnje do tega prihajalo, ker ne nazadnje verjetno v neki točki, če bo zelo velike omejitve, bodo tudi posamezne države rekle, bomo naprej zase poskrbeli, potem se bomo pa začeli verjetno že spraševati o smislu pa prihodnosti Evropske unije. Upajmo pa, da do tega ne pride. Ja, vojna pa korona kriza je v bistvu razkrila cel kup enih težav, ki jih imajo v bistvu velesile zaradi odvisnosti od drugih držav. Recimo Biden želi celo lokalizirati industrijo polprevodnikov v ZDA, na primer, ne. Pravzaprav to ni Bidenova ideja, to je že Trump govoril o tem, ne. Ja, to se pravi, v zadnjih desetletjih, recimo do globalne finančne krize, smo bili priča tako imenovanemu offshoringu. To pomeni, da se je proizvodnja, ne, iz ZDA, iz Evrope pravzaprav premikala v cenejše države, oziroma države, ker so to lahko ceneje proizvajali, predvsem z vidika cenejšega dela, ne, stroška dela, ne. Tako da zdaj tudi, če pogledate, recimo zdaj zaradi krize v Ukrajini, ne, lahko tudi evropska avtomobilska proizvodnja stoji. Zakaj? Ker se pač neki kabli, neke komponente proizvajajo v Ukrajini. Proizvajajo se v Bolgariji, Romuniji, Kitajska, pregovorno, ne. To je že Trump imel idejo, ne, Make America Great Again, ne, kako je že rekel, ne, da bi pač naredil tako obraten proces, to se pravi onshoringa, ne. Pomeni, da se vrnejo tovarne nazaj, proizvodnja določenih strateških, čeprav zdaj vidimo, da pravzaprav lahko vse strateško, ne, tudi navaden kabel, ne, v ZDA oziroma Evropa je podobno s polprevodniki, ki jih omenjaš, ravno tako naredila. Mislim, da celo na ravni Evropske unije celo subvencionirajo, so denar subvencije za to namenili, da bodo pač recimo Bosch in podobni lokalno vzpostavili proizvodno polprevodnikov. Pri polprevodnikih je seveda problem še to, ne, ko si že omenila polprevodnike, pravzaprav to, da je pomemben proizvajalec polprevodnikov Tajvan. Ne. In tam je tudi neko precejšnje potencialno geopolitično tveganje povezano z tem političnim odnosom Kitajske do Tajvana, ne, in pa seveda tem, kako preostanek sveta to vidi.
Ja, pa tudi ta energetska neodvisnost, ne, tudi Kitajska krepeni po tem, zato toliko investirajo tudi v zeleno tehnologijo, če temu lahko tako rečem, ne, poleg vsega, kar že imajo, ne, ampak vseeno so ugotovili, da zaenkrat še ne morejo čisto opustiti, recimo premoga konkretno, ne. Ne, to čez noč težko narediš, plus seveda je tudi vprašanje, ne, koliko so te alternativne tehnologije, zelene tehnologije učinkovite, ne, a so vedno, bom rekel, omogočajo neko stabilno proizvodno elektrike, ne, če govorimo o elektriki, ne. Tukaj potem pride vprašanje hrambe, ne, ko govorimo o fotovoltaiki in podobno. V Evropi pomembno vprašanje uporaba jedrske energije, ne. Tako da vidimo, da je komisija tudi tukaj stopila, bom rekel, spet korak nazaj in je uvrstila tudi jedrsko energijo na seznam zelenih, ne, oziroma tisto, kar ne bo prepovedano, ne bodo rjave oziroma črne. Ne. Pač to je realnost. Ne. Eno so lahko ideali, drugo je pa potem tak šok, ne, kot se je zdaj zgodil, pa še tudi korona, ki je bila že en šok, ne, tukaj tudi dva zaporedna, ne. Nekako drugače vidiš lahko potem tveganja. Ja, ja. Ja, mislim, da sva obdelala vsa pomembna tveganja, mogoče še, če se dotakneva kaj geopolitično, to sva tudi že obdelala, ne, skozi vsa ta tveganja, tudi se dotaknili tega. Zanimivo mi je bilo tudi to, da investicija, recimo Nemčija je rekla, da bo povečala investicijo v vojne izdatke, ne. To pa tudi potencialno lahko vpliva na gospodarsko rast. A to drži? Ja, zdaj to tako, ne. Predstavimo si, da imamo, to je seveda ne gre iz privatnih verov, to gre iz pač javnofinančnih verov, ne. To pomeni, če zdaj mi povečamo pri obstoječem znesku nekega proračuna državnega javnofinančne izdatke za oboroževanje, ne, bo manj ostalo za druge naložbe, da tako rečemo, pa druge možnosti porabe, ne. Se pravi, ne vem, šolstvo, zdravstvo v Evropi, kontinentalni, sploh imamo ta sistem, da je pač velik del tega javno financiran. Ne nazadnje tudi za ti segment potrošnje države, kjer govori pač tudi o infrastrukturnih investicijah in tako naprej. Tako da tukaj je malo igra ničelne vsote. Ne. O predpostavki dostanejo proračuni nespremenjeni. Lahko se celo zgodi, ne, da se bodo mogli krčati. Ne. Potem pa je ta problem izrazito še dodatno pereč z tega vidika. Jaz to tako vidim, ta vpliv na to. Zdaj, kar se tiče gospodarske rasti, ja, obstajajo panoge, se pravi oborožitvena industrija, ne, ki lahko iz tega seveda in vsi podizvajalci seveda iz tega bodo imeli pač posel, ne, to pomeni, bo prispevalo gospodarski rasti, ampak neto efekt, neto učinek pa zna biti pravzaprav verjetno negativen. Ne. Je pa zanimivo, ne, toliko govora je v zadnjih letih o trajnostnem razvoju, ne, pa ESG-ju, ne. Ta ESG, Environmental Social Governance, ne, se pravi ocene, ne, s katerimi to ocenjujemo, ne, zgodovinsko ima, se pravi, izhodišče v CSR-ju, Corporate Social Responsibility, se pravi, družbena odgovornost podjetij, predtem še v Corporate Governance, ne, se pravi, kako se podjetja obvladuje oziroma se jih upravlja, ne. No in zanimivo, če gledamo zdaj ta del upravljanja premoženja, ne, ta prvi nekak element ali ta prvi pristop k temu CSR-ju, Corporate Social Responsibility, so bili tako imenovani negativni skrini, se pravi, da si določene panoge iz naložbene politike izločil. In ena, ki so jo takrat že izločili na začetku, je bila oborožitvena industrija. Ne. Tako zdaj smo očitno bomo naredili salto, ne, cel krog in bomo prišli nazaj na oboroževanje. Ja. Ok, dajva za zaključek mogoče samo še mogoče svetovati malim vlagateljem, kako lahko uporabijo vse te faktorje, risk faktorje pri investiranju in mogoče, če lahko sploh poveš, kateri so najbolj pogosti te risk faktorji. Ja, to je dobro vprašanje. Ne? Zdaj tako, doskrat bom rekel, že zdrava kmečka pamet naredi 90%, ne? Ni treba biti strokovnjak, ne? Tako da, zdaj tako, ko gledamo, zakaj mi v bistvu investiramo neke prihranke v nek premoženje, ne? Imamo nek namen, ne? Zdaj večina ljudi bo to delala na dolgi rok, dolgoročno varčevanje, večina bi nas mogla že zdaj, pa pač nekateri nimajo možnosti, ki nimajo presežkov varčevati za pokojnino, ne? No in zdaj tako, kako mi varčujemo na dolgi rok, ne? Pomemben element varčevanja je, pa upravljanja premoženja, ne? Premoženjske teorije, kot rečemo v financah, je razpršitev, učinek razpršitve. To pomeni, da ne daš vsega premoženja v eno naložbo, ampak razpršiš med različne naložbe. Ne samo med različne delnice, ampak različne vrste naložb.
No in potem obstaja še ta nek v bistvu teorija življenjskega cikla, da pač ko si mlajši, si nekako lahko privoščiš več tveganja, ker imaš daljši časovni horizont varčevanja, več daš v delnice in potem, ko se približuješ točki upokojitve, nekako se premikaš proti bolj pod narekovaj manj tveganim naložbam. Ne? Zdaj, če sam posameznik nima tega, bom rekel, znanja, izkušenj, enostavno obstajajo skladi, ki to počnejo, pokojninski skladi, ki upravljajo. Ne? Drug vidik pri investiranju je pa, to je temu se reče pasivno investiranje. Drug vidik je pa aktivno, to pomeni, da poskušaš potem, če si malo bolj, bo rekel, napreden investitor z nekim temperanjem trga, izborom naložb, nekaj dodatno ustvariti. Ne? Zdaj, za 99% varčevalcev je posameznikov je to pasivno investiranje na dolgi rok povsem zadošča. Ne? Zdaj pa kako upravljalci premoženja, katere dejavnike tveganja oni vidijo, jih vidijo nekoliko drugače. Ne? Tam obstajajo pravzaprav, kaj so glavni elementi v financah tveganja, gotovo velikost podjetja, če govorimo o delnicah, ne? Potem vrednotenje, profitabilnost in tako naprej. Ne? Zdaj, če pa se dotaknem česa bolj praktičnega, ne? Začela sva s Krko. Ne? Kako ocenjevalci vrednosti podjetij pravzaprav določijo, kakšna je zahtevana donosnost lastniškega kapitala, se pravi investicije v Krko kot delnice, ne? Uporabijo večinoma v praksi preprost model, ki izhaja tudi iz teorije CAPM, se mu reče, ne, se pravi model določanja cen dolgoročnih naložb, to pomeni netvegana stopnja donosa plus nek pribitek za tržno tveganje. Ne. Potem pa dodajo zraven po metodi dograjevanja še deželno tveganje, ne. Recimo pristopov k ceni deželnega tveganja je več, ampak recimo v primeru Krke, glede na trge, na katere Krka prodaja, bi rekel, ok, izpostavljenost do Rusije 21%, damo še pribitek na deželno tveganje Ukrajine toliko in zložiš pač neko skupno ceno deželnega tveganja in potem je še nek pribitek za velikost podjetja. Ne glede na to, da je Krka veliko podjetje za slovenske razmere, je pa v svetovnem merilu ni med nekimi velikimi podjetji. Ne? No in ko govorimo o faktorjih, z vidika praktičnega ocenjevanja podjetij, so to bolj deželno tveganje, velikost, tržno tveganje, ne? Z vidika upravljalcev premoženja je to nekoliko drugačno, ne? Kot sem že omenil. Ampak, kot sem rekel, zdrava kmečka pamet, ne? Razpršeno premoženje, ne? In pa predvsem računajte na dolgi rok. Ne? Plus, ko gre za krizo, taka kot je ta, ne, se pravi šok, ne, se nimaš kam skriti. Ne? Takrat so vsi segmenti, ne, takrat razpršitev na kratek rok vas ne bo rešila. Ne? Na kratek rok grejo korelacije med vsemi donosnostmi vseh teh naložb se povečajo, to pomeni, da vse postane ni pribežališča, ne? Razen, kar se zgodi, ne, doskrat, in to smo videli tudi v prejšnji globalni finančni krizi, na kratek rok pride do tega v bistvu bega v kakovost. To pomeni, neke državne obveznice postanejo varno zatočišče, ljudje bežijo, tudi veliki investitorji, tudi v neke žlahtne kovine, se pravi zlato, ne, če gledamo ceno zlata, ne, se je tudi precej povečala, ne. Ampak se mi zdi, da nas je teh zadnjih 10 let monetarne, denarne politike predvsej ohlapne naredili nekako otopele za tveganja. Nekako smo manj pozorni. Tako da, kar hočem povedati, mogoče zaključek je to, da moramo tudi razumeti ta vedenjski vidik dojemanja tveganj. Tveganja so vedno prisotna. Ne? Vprašanje je samo, koliko smo mi pozorni na njih. Ne? Kot sem primer inflacije preomenil. Inflacija, ne, počasi nas je najedala že vsa ta leta do zdaj pa naenkrat smo pa bolj pozorni. Ne? Čeprav bomo enem letu izgubili manj kupne moči pri 5% inflacije, kot smo v 5 letih pri 1,5, ne? Če bi gledali realno donosnost. Ne? Tako da ta vedenjski vidik čustva, ne, pravzaprav to vpliva na naše vsakdanje odločitve. Zato treba imeti kar dobre jeklene živce, pa biti dosta racionalen, pa zdrava kmečka pamet, da ne podležemo vsakič temu. Ne? Pa seveda, če si na dolgi rok v nečem noter investiran, ne, potem ni dobro, da vsakih 5 minut gledaš, kaj se s tem dogaja. Ne? Ja, to je res. Se mi pa zdi, da ob nek takih scenarijih oziroma eskalacijah, ki se zdaj dogaja, da so ljudje vseeno malo bolj pozorni in mogoče tudi celo bolj prestrašeni in iščejo neko varno prebežališče. Ugotovila sem, da še vedno Slovenci bežijo zelo radi v nepremičnine, se pravi, tiste naložbe, ki se jih lahko dotakneš, se pravi zlato in nepremičnine. Tako. To je tisto, ker tudi evro v žepu je še vedno papir, ne, ki je fiat denar, se temu reče. Nima vključene vrednosti v papirju, ampak to, kot nekdo misli, da je vredno. Ne. Zdaj še vedno verjamemo, da žlahtne kovine, zlato, srebro, ne, paladi, celo diamanti, zdaj ponovno, ki kupujejo že diamante. Ne.
Nepremičnine so recimo tudi taka tradicionalno, bom rekel, slovenska naložba, ampak vsako povpraševanje, ne, seveda dvigne ceno, ne, presežno povpraševanje. Ne. Moramo razumeti, ker so začela pogovor s Krko, ne, da eno je vidik, kaj je vrednost podjetja. Ko ti ocenjuješ podjetje, ne, govorimo o value, vrednosti. Ne. To pomeni, v financah rečemo, ena izmed metod ocenjevanja vrednosti je sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov pričakovanih, za katere mislimo, da jih bo podjetje ustvarilo, ki jih prevedemo na danes, tako da to diskontiramo, kot rečemo, z neko zahtevano stopnjo donosa, ki ne bi odražala vsa tveganja s temi denarnimi tokovi. Drugo je pa cena, ki se ustvari na borzi. Ne. Cena na borzi je presek ponudbe in povpraševanja. In ta ponudbe in povpraševanje odražata marsikaj drugega. Vse ostala tveganja, ki smo jih veliko pač že naštela, plus sentiment vlagateljev, ne, in podobno. In zato, če se vrnem nazaj na to topelo zadnjih x let, ne, zaradi denarne politike in poceni denarja, to se kaže tudi v tem sentimentu. Ne. Evropa ni toliko spet pri teh vrednotenjih izpostavljena, ampak če gledamo v ZDA, ne, so te večkratniki cen glede na dobiček na delnico iz poslovanja in podobno, na zgodovinsko visokih vrednostih. Ne. Zato tudi ne preseneča toliko, če gledate nekatere delnice, ne, v ZDA, ne, recimo tehnološke, da so izgubile predvsej vrednosti v zadnjih 3-4 leta. Ne. Twitter, Facebook in podobno. Ne. Ja. Tako da, ja, tukaj treba paziti, kaj je cena, pa kaj je vrednost. Ne. Vedno moraš tudi razumeti, dobro, za laično javnost je težko, ne, ampak kaj je tisto, kar je vrednost. Ne. Podobno je tudi z temi kriptonaložbami. Ne. Kaj je tisto, kar je nek poslovni model, ki je zadaj. Ne? Kaj je tisto, kar bo ustvarilo vrednost, ali je to samo prepričanje nekoga, da bo to jutri vedno več in bom zato kupil, da bom lahko jutri dražji prodal. Ja, s tem se kar pogosto ukvarjamo, iščemo odgovore na ta vprašanja. Danes zjutraj sem pa celo videla, da je Ukrajina sprejela, ne vem zdaj, ali kriptovalute kot take, ali samo Bitcoin za zakonito plačilno sredstvo. Tako da zdaj bo ta druga država očitno. Ja. Tako da, ok. Najlepša hvala za super debato. Jaz mislim, da smo kar veliko zanimivih informacij dali našim poslušalcem, pa mislim tudi, da marsikdo sploh ni razmišljal o vseh teh tveganjih v takem kontekstu. Tako da se mi to zdi odlična popotnica tudi za vse investitorje, ki se bodo podali na to pot, mogoče zdaj še zbirajo pogum, mogoče so se zdaj prestrašili, in pa za vse tiste, ki so zdaj na trgu. Tako da iskrena hvala. Ja, ni za kaj. Hvala tudi tebi. Hvala tudi poslušalcem in gledalcem. Če vas kaj žuli, pišite mi na marja@businessspace.com. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal, lep pozdrav.